Ta teden je v Bruslju potekal v znamenju tako imenovanega mini plenarnega zasedanja, pa tudi srečanj strokovnih odborov. Toda najprej moram omeniti nastop slovenske predsednice v Evropskem parlamentu. Z njo smo se najprej srečali na slovenski ambasadi in bilo je kar prijetno vzdušje. Povabila nas je, da prisluhnemo njenemu govoru, kar smo seveda z veseljem sprejeli. Toda v svojem govoru, ki je bil dvakrat predolg glede na ustaljeno prakso, je nenehno vsiljevala svoje izkušnje, občutke, kar seveda nobenega ne briga, in poučevala evropske poslance, kaj je prav in kaj ne. Omanjkale pa so splošne ocene situacije, a ko se je tega vendarle lotila, je naredila kardinalno napako. Obsodila je Izrael za domnevni genocid nad Palestinci. Kot predsednica države tega nikoli ne bi smela storiti. Namesto da bi poudarila kaj, kar nas združuje, je posula sol na rane in uživala v stoječih ovacijah skrajne levice. Medtem so mnogi odhajali iz dvorane, takšnega prizora v 16-letni karieri v Evropskem parlamentu še nisem videl. Škoda, zamejena priložnost. No, na plenarnem zasedanju smo med drugim obravnavali situacijo v Izraelu. Moje stališče je tu jasno. Napad Hamasa 7. oktobra 2023 je bil eden najhujših terorističnih napadov nasploh. Tako kot vsaka država ima tudi Izrael neodtujljivo pravico do samoobrambe. Cilj izraelske ofenzive torej ni okupacija, temveč boj za obstanek. Hamas je brutalna teroristična organizacija, ki izvaja nasilje celo nad lastnimi državljani za svoje ideološke cilje in nima nobene legitimnosti, saj ni bil izvoljen že 20 let. Še vedno nadzoruje dele Gaze, se skriva med civilisti in zavrača izpustitev talcev. Trajno premirje bo mogoče šele, ko bodo vsi talci izpuščeni in bo Hamas vojaško onesposobljen. Humanitarna pomoč mora priti do civilistov, brez dvoma. A si ne smemo zapirati oči pred dejstvom, da je Hamas zlorabljal humanitarna sredstva, skladiščil orožje v bolnišnicah in uporabljal otroke kot žive ščite. Na posebnem odboru za Evropski ščit za demokracijo smo med drugim razpravljali o spletnih manipulacijah. Resni grožnji, zlasti če gre za poskuse vplivanja na volitev s strani tretjih držav. Še bolj kot samo grožnjo moramo resno vzeti tudi vprašanje, kako se Evropa nanjo odziva. V Romuniji je bila zaradi domnevnega vpliva preko TikToka sprejeta skrajna odločitev, razveljavitev izida predsedniških volitev. Če nimamo jasnih pravnih in dokaznih standardov za ta korak, ogrozimo steber demokratične družbe, svobodne in poštene volitve. Podobne prakse opažam tudi v Sloveniji, kjer se pod krinko boja proti dezinformacijam sistematično cenzurira politično stališče desne sredine. Zato je moj poziv jasen. Kakršenkoli ukrep na tem področju mora biti skrajno zmeren. Meja med zaščito demokracije in zdrsom v nekaj, kar smo v Evropi že doživeli in preživeli, je zelo tanka. Ta teden sem se vrnil v odbor za izobraževanje in kulturo. Med drugim smo razpravljali o priznavanju strokovnih kvalifikacij med posameznimi državami EU, kjer je napredek zelo počasen. Leta 2008, ko sem vodil svet EU za izobraževanje, smo sprejeli Evropski kvalifikacijski okvir, neko podlago za nastajanje skupnega evropskega izobraževalnega prostora. Sam nisem za pretirano harmonizacijo na področju šolstva v EU, saj gre za področje, kjer so države članice suverene. V nekaterih določenih primerih pa je harmonizacija vseeno potrebna, na primer pri medsebojnem priznavanju strokovnih kvalifikacij. Tu je mogoče zaznati vsaj trojno korist in za posameznika, ki je bolj konkurenčen, za državo članico, ki se s tem tudi modernizira svoj izobraževalni sistem in postaja primerljiva z drugimi državami, ter nenazadnje tudi za Evropsko unijo, ki tudi v tem smislu gradi svojo identiteto. Poleg tega smo na odboru Kult obravnavali tudi evropski model športa. Kljub temu, da se EU trenutno sooča z velikimi vprašanji, težkimi vprašanji, predvsem s področja varnosti in konkurenčnosti, je dobro, da evropske inštitucije vsaj malo pozornosti usmerjajo tudi na tako imenovane mehke teme, kot je na primer šport. Evropa skozi šport izraža tako imenovano mehko moč. Šport ne predstavlja le tekmovanj, temveč gre za nekaj več, za vzdrževanje fizičnega in duševnega zdravja.